Bi raje bil reven in bi pomagal ljudem, ali bi bil ful bogat, ampak bi škodoval ljudem. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. V glavnem, dobrodošli nazaj, najboljši podčlenčeni podcast, nova epizoda, danes z vami Jure Rimanič in to je to. Dober dan. Kako smo, Jure? Dobro smo. Ko si kaj? Dobro sem. Zadnji dnevi poletja. To poletje, jaz sem slišal Aljo in Bili, ki so rekli, da to poletje ni bilo poletting. Ne? Ni bilo dosti poletja. Ne, lansko poletje je bilo full ball crazy. Vsaj zame. Letos poleti ga ni toliko. Ful je šlo mimo hitro. Dejansko. Ful je šlo hitro mimo. Smo že pač ta Alaja nas je malo razočarala. Ne? Danes sem videl enega člana, ne? In sem mu nekaj govoril v Alaji, je rekel, veš, da sem bil v Alaji letos 3x4, sem rekel, fuck, letos Alaja bo forte in letos samo v Alaju. Mislim, Matej ni hodil v Alaju nič, ne? Zdaj, če nisem imel namena, letos kao hotel se neki razpištoliti po tej Alaji, razumeš, če sem mu zgoril. Zdaj lahko bi šli malo džuskat, malo bi bili spremni, ne? Ampak rest in peace. Ja, Alaja je kar pustila par spomenov, ne? Unih 3-krat, ki sem bil, je bilo lepo. Jaz sem bil lani dostikrat. Lani smo bili prav ekipca, ki smo hodili. Tebe pa ni bilo. Smo bili jaz, Jan, Kevin. Ja. Kam zdaj, stari? Kam zdaj? Danes na študenta. Hejo! Ja, itak to je že preteklosti. Ne, ampak se dogaja ful nekih barov, ampak ni pa unega D-bara. Ni unega disco bara. So samo neki tej... Bari, neki imajo kafiče z muziko. Kafiče z muziko, ampak to ni Alaja. To ni to. Alaja je uno... Alaja je bila uno, okej. Gremo prvo v kafič z muziko, na drink in pol gremo v Alaju, ne? Manjka the final boss. Ambient je bil, ta poletni, ta uno, zdaj smo nekje v... In ni tako so hodili ti vsi, Ljubljančani dol, cele Slovenije so hodili dol, ne? Dejansko vsi turisti, ki so bili ja. V Alaji. Ja. Vedlo se je, stari. Household name, ne? Je bilo. Rest in peace. Pa dobro, lej, poletje je bilo, tako bomo rekli. Poletje je bilo zanimivo. Zanimivo zame. Zakaj je bilo zanimivo za te, Jure? Ker sem dobil punco. Prosim, vse punce, ki gledate zaradi Jureta, ostanite še. Prosim, hvala. To sem že rekel v enem podcastu, prejšnjem. No, ampak zdaj je uradno. In kako je med punco? Zanimivo. Lepo med punco. Ja, lepo je. Kaj je najlepši del tega, da imaš punco? Top 3 stvari na tvoji punci. Oh, Jesus. 1, 2, 3. Nekam dosti časa to traja, upam, da ona to zdaj ne gleda, demo, pravilni odgovor, samo 3, ne morem ti našteti, ker je toliko... Jure, stari, nisi ne vem, ne morem zdaj tle izpostaviti 3, kot si rekel, zdaj si me tako putal on the spot. Ampak meni je vse všeč. Definitivno njene oči. Ja, lepo. Njen odnos do vseh živih biti. Ok. In, kaj je rešila enega kuška, zajca, ali kaj na cesti? Ja. Kuška je rešila enkrat na avtocesti in zadnjič je ugriznila miš, ki jo je reševala pred mačko. What? Kaj miš je bežala mački in ona je rešila? Mislim, da je ta miš imela ta mačka že v ustih in ona je rešila tu miš iz mačkinih ust in pol je dala to miš na travo in je prišel ptič in... Ne, je dala to miš na travo, kao da je upala, da ni umrla in pol je tako ne miš ugriznila. Je bolil prst 2 dni. To je dobila zahvalo. Nemo to dosti pove v človeku. Ja. Kaj lepo. Kaj še? Da me rada. To se pričakuje od punce. Ja. In? Kaj? Se veseliš zdaj preostanek svojega življenja? Ja. Zdaj se selih meni. Opala. Ja. Kako to? Ste rekli naslednji korak v našem relationshipu. Ja. Kaj se veseliš? Kaj se ne veseliš? Veselim se vsega, bi rekel. Najbolj se veselim tega, da da se zjutraj zbudiš s to osebo. Sladek! To je lepo. In ne vem, da si zgradiš neko življenje skupaj. Tako rekel. Za reč, to. Jaz mislim, da ja. Prosim, punce, ostanite tle. Ostanite, glejte, Matej je rekel, da bom naredil preusmeritev
Ja, sem rekel zdaj na njegovem Instagramu, ki ima velik roster, včasih je imel velik roster, naj reče trenutno, ko da laja, smo zaprli vrata obratovanja, promet preusmerjam na lokal zraven, tako da pejte tam preostali promet. Tako da preostali promet. Predstavljaj si, kot da jaz bi bil Alaj in zdaj morate ven manjši bar. Še vedno imamo drink in muziko, veš, še vedno so drink in muzika. Ni Alaja, ampak... Ni Alaja, ampak je ja. So drink in je muzika, evo. Drink muzika pač in... Nimaš kam iti, zato pač prideš. Zabavaš se, prideš, eventualno prideš. In upaš drugo leto se Alaja odpre, ne? Tako da ta čas uletiš v te barčke. V glavnem, si naredil list, jaz sem nekaj slišal, benefite živeti skupaj s partnerjem. Ne benefite, pač stvari, ki jih moraš paziti. Stvari, ki jih moraš paziti. Ja. No, kaj bomo šli na to, ker? Pa ja, že če smo na temu. No, kako narediti skupno življenje, ko greš z nekom živeti skupaj, da bo delovalo? Ne? Ja, to se ful zaplete tle, čim gre v skupno stanovanje. Pravijo, da je ful pomembna komunikacija. Dobro, to je itak pač. Mislim. To vsi rečejo, ta komunikacija. Ne. Ampak ni samo komunikacija, je poslušanje in biti slišan. To je res. Ker komunikacija to ne pomeni nič. Ki vsi pravijo, vidiš to, komunikacija, ni to, da ti poveš. Ja. Moraš poslušati, slišati in pol na temu tudi aktivno delati. Ja. Ampak komunikacija, kaj lahko, do česa? Kaj? Jaz sem gotovo, da komunikacija, kaj je komunikacija? V bistvu je res, da poslušaš želje od partnerja, probaš priti čim bolj naproti, ampak moraš v zameno dobiti tudi, da ta partner prije tebi naproti, kakor ti lahko. Vse to smo se enkrat že pogovarjali o teh kompromisih, ne? Kaj narediš in sprejmeš lažje kompromis za osebo, ki imaš ful bolj rad? Ja, valjda. Ne, naprimer, ti boš zdaj lahko primerjal. Si imel že eno punco, ki je želela pri tebi in zdaj boš imel drugo. In ta punca zdaj pa ne nič proti nobenemu je ful boljša. V glavnem, boš za njo pač lažje sprejel neke želje. In boš videl s tem, holy fuck, tebi imam res rajši. Tako, ti si the one. Ja. No, okej. Kaj si hotel povedati s tem, zdaj ne vem točno. Da te vprašam, kašne kompromise ji boš prišel nasproti, kašne bi res joj, prosim, samo ne me to prositi. Ali fakt, nisem razmišljal. Jaz sem pač se odločil, da pač je, in to tudi rekel, da pač je moje stanovanje tudi zdaj njeno stanovanje. Da pač da ni več, da ni moje pač, da lahko pač da karkoli. Ni pri tebi, ampak ja, da smo v našem stanovanju. No, to je lepo. Nimam nekih, ko bi rekel. Ja. No, nisem razmišljal. To so take, za reč, sladke skrbi, zato te bom tako vprašal. Ja. So kažne te sladke skrbi, joj, kaj zdaj tam mi bo tam preuredila, mi bo uno dala, kaj zdaj bom tam mogel uno gledati, bo imel svoj, tako, kaj te kaj skrbi, ali te zdaj nič ne skrbi? Glede tega, da se seli, ne. Ok, kaj pa te? Ne, pač tako, kaj me lahko skrbi? Ja, ne, mene skrbi, ker pač bo tu za njo drugo okolje, ne. Pač. Ok, in bolj želiš to, da pač se bo da se bo dobro počutila, ja. Ok. Ja. Mene osebno ne skrbi nič, ker meni se ne bo ful spremenilo. Meni se usmerilo samo na boljše. Ona pa bo ostala brez ljudi, ki so okoli nje. Ok, ji boš le pomagal. To ful folk, kako se preseli eden k drugemu, pač pustiš kolege, familijo, ne, in boš to ok provdati v svoj džiro, boš pustil naj naredi svoje kolege. Ko bi ti naredil kolege, če bi se nekom preselil? Tako, fuck, punci gor. Kaj bi jaz naredil? Ja, eno so sigurno po moje taki work-friendly. Ima jaz nimam worka. Dobro, pravim, veš, če greš kam delat. In če ne greš? Ja, to je zdaj vprašanje, kje narediti frende? Fitness mogoče, evo. Fitnessu lahko spoznaš kakšne ljudi. Kako v fitnessu? Ne, če treniraš, pač tam tako, kakšnega frenda spoznaš, kaj mi daš teži, kaj ti, gremo na drink. Ok. Veš, kaj mislim, pač tako, ne, v easy, pač imaš fitness prijatelje, pač recimo. Ok. Je res, da fitness prijatelji so, čeprav jaz imam fitness prijatelji, ki so moji pravi prijatelji. Ok, so bili prej prijatelji ali prej fitness? Prej fitness. Ja. Ok. Recimo Denis. Ok, šarov Denis. Zdaj ga nisem bil že ful časa, ker hodil v fitness po službi. Ja, recimo v fitnessu bi spoznal. Fuck, je jih narediti frende zdaj v naših letih? Recimo sem videl neko foro, zdaj kao da v Španiji so določene ure v trgovinah, to sem videl na TikTok. Sem videl, ja. Pač crazy, da tako lahko spoznaš partnerja, da se dejtaš v trgovinah.
Tipo so dali določene trgovine, Spar, Mercator, Tuš, Lidl, Eurošpin, od, ne vem, Eurošpin od 7 do 8, Mercator od 8 do 9, 60krat v trgovini in če imaš v vozičku ananas, pomeni, da si samski. In če hodiš po trgovini in vidiš nekoga, ki ima v vozičku ananas, pač je to fora, da kao pristopiš do njega, ful si luša in gremo na drink, ker samo s tem namenom so tam. In kaj če ti ni všeč, kaj daš ananas ven? Ali pa rečeš, Imam samo. samo Je nekaj ananas. fora, da če narobe obrne ananas, išče samo nekoga za eno noč. Ma ja, tako neke fore imajo znotraj tega. Ja. Crazy. To bi lahko naredili v Sloveniji. Ma kaj ni že tako, to je že tako, Pač to je boljše kot nek Tinder ali Bumble. zanimiv koncept. Pač dejansko vidiš celo osebo. Ja. Ne moreš več catfishat, ne? Dejansko vidiš osebnost njeno, pa ti pa veš Saj vidiš, kaj ima v vozičku. Ima pika kartico. Vidiš, kaj ima v vozičku. Vidiš, kaj ima v vozičku. Kaj misliš, da hrana definira človeka? Kaj Ja. človek je, Ja. to človek je. Ja, Si, kar ješ. tudi. Ja, meni se tudi zdi, mislim. Tudi. Jaz včasih malo džadžam, pa vidim, kaj ljudje Ok, kaj kupujejo. ti džadžaš? Kaj džadžam? Tako, ko vidiš vozičko, si... Ne, džadžam vse, kar džadžam, pač, da kupuje folk nezdravo hrano. Kaj je za te nezdrava hrana? Ful nekih čipsov. Ok, kaj bi mene džadžal, jaz evo, včeraj sem šel v Mercator, sem kupil piščanca za 2 dni, kislo smetano, narezano prešeno panceto in sem vzel še en bueno. Ne vem, to je taka čudna. Ne bi te džadžal pač. Iš tako, veš, lahko tudi oni so vzeli nek Ja, ne vem, nek ampak recimo, dejansko ne džadžaš po enem produktu. Pač Po džadžaš nakupu. po nakupu celotnem. Vse vidiš, kaj je notri. Pač verjetno ni samo, mislim, džadžam, pač pogledam samo pač, zakaj si to delaš? Mi je zanimivo, meni pa tako malo provati definirati ti posebej. Sem videl enega, spet včeraj na blagajni v Mercatorju pred mano, skir, 2 banane in jajca. Ta veš, da je In fitness. sem rekel, ta je fitnesser, ta skrbi za. Mislim, lahko ima ti puno to skir, jajce in banano in je pač kaj naprekla. Pač, to tudi je raz. Ja, ne, bil je tako, se je videlo, da malo dela, ne. Ja, lej, mislim, da se vidiš pač dejansko. Sej tvoje navade te oblikujejo, tako da pač hrana definitivno te. Sej jaz tudi vem, Je ko sem jaz slabo, jem nezdravo. Pač tudi. Dejansko si rečemo, no dobro, ko sem slabi volji, si rečem, no dobro, bom pojedel. Recimo Nutello, pač jaz si ne kupujem nikoli Nutelle, enkrat si kupil Nutello, zdaj 2 tedna nazaj. In sem jedel to Nutello in sem rekel, zakaj si to delaš? What, res? Ja, ma sedem Nutello tako neki na kruh, veš, zvečer, veš, to ga nikoli ne delam, pač ne kupujem si sladkarih sploh. A meni pa zapaše kakšenkrat. Ne, je pa ful pomembno, mene je zdaj malo demotiviral moj fitness journey, zato ki sem videl dejansko, koliko je na hrani in če ne ješ zdravo in če ne daš maso na se. Pač lahko ti treniraš, lahko jaz dvigujem več, ampak pizda, če se mi nekjer ne pozna. Ja, glej me tako, ampak pravim, hrana je fucking pomembna. Bombastic side-eye. Dobro, isti si že 4 leta stari, odkar te poznam, se nisi spremenil za 4 deke. Ne, sem se. Ma Sem šel 2 kile gor. Kam? Ne vem, ampak sem šel. Ne vem, dobro, sem šel pa še par let. Ok, naprej, glede vseljevanja. Ne? Da moraš oceniti prostor, ampak to velja verjetno, če se seliš v novo stanovanje. Ne? Se moraš odločiti, kaj boš obdržal in kaj boš s hrano in kaj boš dal ven. Pa ja, zdaj ti pravim, boš... Ja, kje boš ti naredil plat za njene stvari? Se še ne umara v drugi sobi, imam še eno sobo. Ok, za obleke. Ja. Kaj pa... Vse je že vse po stanovanju. Pač. Ja, ne vem, kakšne umarce, neke... Pa vse ima že stvari po vseh umarah. A, ona se že vselila. Ja, že preden se je. Ok. Ja. Mislim, ne vem, ti vem, da imaš delovno mizo. Ok, tam ni. Ne, ma za reči, ona bo tudi imela enkrat delovno mizo, saj kam ima, boš ja, dal ja, to ima. delovno mizo, veš, Saj tako ima še eno, malo. vse še na mizo delovna. No in kam boste to dali? Je v uni sobi drugi. In bo bilo tam? Ja. Ja, no to, veš. Kaj pa? Dobro, gremo naprej. Prej? Torej skupaj dekorirati stanovanje, če je zdaj dekorirano, fakice vseliš. Kaj? Skupaj dekorirati stanovanje, da bo objem všeč, če pa je že, ko ona pride k tebi, je pač vzami, kar dobiš. Zame, kar dobiš, ampak dobro, si je lahko ok, pač. Spremeniš, recimo, evo, posteljo sem zamenjal. Ok. Kupo nove jogije. Ja. Kupo novo jogi, v bistvu, ko jogi je.
Štekaš. Stari so bili znucani, mladih letih je bil mačkon. Low-key so bili razmenjati. Pa koliko je bilo že staro? Sigurno par let, ja. Odkar si tam že, Ja. že ne še več. Prosim, punce, ostanite še, ki gledate zaradi Jureta, prosim. V glavnem, naslednja. Načrtujte finance. Dogovorite se, kako boste upravljali skupne stroške. To smo tudi že imeli temo, ampak ko smo zdaj prišli do te situacije, ko boste vidva to... Nič, zaenkrat nič nočem od nje. Nič? Si nočem, ne, nič, ne. Nič, ne. konec pika, amen. Ja, to je to. Ne, da kaj pričakuješ, kaj pa vnaprej... Nisem razmišljal še o tem. Ok, zareč ti ni da problem, da pač ti... Ne, ni problem. Ne pričakuješ nič od nje? Pa dejansko se ni, da je bila prvič tle, pač ona se dejansko pač se pozna, da je pač... Dobro, sej ste skupaj v zvezi. Ja, ne, se pozna, da pač dejansko... dejansko pač naredi vse, recimo pač, veš, ne pričakujem tega od nje, pač ona sama to naredi neke stvari. Ja, okay, to je lepo od nje, no. Ja. Ok. Kaj še? Naprej. Postavite meje, določite osebni prostor in delite odgovornosti. Kaj je tvoj osebni prostor, me time, ne me tikat, pol se ljubčkamo, kako boš to menedžiral? Pa ne vem, z urnikom. Mislim, ne bom urnik, pač ne vem, to se me ne skrbi neki, ki pač ni tako. Tak. Ja, ne, pa se je blaže. Ti se seliš. Vse je blaže pri meni, pač tako da normalno. Ja, ti da malo mir zadelat. Ja. Ok. Ja. Ja, ne, to je ful pomembno, da imaš pač... Zdaj se dela, prosim, hvala, te imam rad, ne me tikat. Preizkusite združljivost. Torej, da preživiš pred dokončno solitvijo nekaj časa skupaj. To ste testirali in deluje. Ja. Koliko časa misliš, da je dobro, da parkrat pride punca k tebi, fan k punci, preden rečete, ajde, uleti? Pa po moje to začutiš, to ni treba neki ono... Ja, ma veš, so neke človeške navade, ki jih vidiš mogoče 3-4 dni potem, ko si skupaj z njim. En dan, 2 dni. Ja, to sem videl, pa nisem opazil nič takega, kar bi me zmotilo. Koliko bi rekel, je neka časovna, tako je dobro, po moje človek pride malo tašen, kot je, se hitro pokaže, se mi zdi. Po moje ena zdrava, vsaj en teden bo ta skupaj nekje. Ja. To prt majček ali pa doma ustanovan, tako en teden vsaj, da vidiš. Ja. Pripravite se na izzive, bodite pripravljeni na prilagoditve in morebitne konflikte. Naj tega ne bo. Pač konflikti morajo biti. Zakaj? What? Zato, ker pač konflikt je normalno, da je pač ne moreš se vsem strinjati, ne? Ampak dobro je, da jih ni. Zakaj bi si želel konflikte? What? Zato, ker pač smo drugačni ljudje, nismo enaki, ne? Konflikt nastane hitro. Važno je, kako menedžiraš ta konflikt. Jure, ti mešaš, ti si želiš veter v jadra, ne pa razburkano morje. V bistvu ne vem, če si želimo boje. Zakaj bi si želel valove? In razburkano morje. Ker ne moreš vedeti, kako je lepo imeti veter v jadrih, če ni razburkanih valov. Ejo! Zdaj smo malo zapletla. Ok, kaj naprimer, pričakuješ kaj že? Kaj konflikte? Ja, če si že rekel, pizda, dobro je, da ne vem pač. Verjetno se bo kaj. Normalno je, da se zgodi konflikt. Ok, kaj misliš, da... In to so vsi taki spet sweet. Ne vem zdaj. Recimo... Ste že imeli kašne? Ne, mislim... Ok, ja, ampak da bi se skregali prav ne. Pa ne, dobro, take male. Ne, pač recimo vem, kaj je recimo mi omoti. Da ko grem iz tuša, se ne obrišem. Pač da grem ven iz tuša in pol se obrišem zvonaj. In je mokro. Pa se pol počistiš, ali ti ne počistiš? Ja, tako, no. Meni ne. Čakaj, ti priješ izpod tuša? Ja, ti pa veš, ko stopiš na voni tepih, ki ga imaš v kopalnici in malo zmočiš. Čakaj, zakaj se ti ne obrišeš pod tušom? Ja, ker sem preveč velik. Ajde, ok, fair. In kaj, če imel velik tuš? Ja, pol bi se verjetno, niti se ne bi verjetno. Ker sem se navadil, da grem ven. Valjda se pod tušom, da vse kaplja v tuš. Ti se potušam. Ja, valjda, what? Zgleda, da vsi delajo razen mene. Napište v komentar, kjer se brišete, potušam ali stopiš ven iz tuš, ki pol leži, to je dan prav. Pol ti to vse okoli zmočiš in še ti, ko dvigneš tako roko, gre čez celo kopalnico, vse zmoči, gre na školko, ki jo imaš zraven in pol ti ven ne obrišeš. In to je vse tam mokro. Ja, ma se ni toliko spet. Veš kaj, ko živiš sam, pač se pol to posuši samo. Razumeš, ne gre noben za tabo notri. Ok. Razumeš? Evo vidiš, ta kompromis boš lahko naredil. Ja, valjda. Da se boš obrisal lepo in pazljivo. Ne vem, pač bom vedel, kakšen problem bo to.
Torej, tvoj plan je ne nič narediti glede tega in pogled, koliko daleč lahko to furaš. Bomo videli, če bo problem, če ne bomo se brisali Photoshop. Ok. Psihič. Uživajte v procesu. Ok, pošteno. Evo, to je par nasvetov. Boste imeli vselitveno žurko? Po moje ne, mislim. Kaj da se praznujem, da sem se vselil? En tip po bachelorette, da narediš za svojo svobodo v stanovanju. Dej. Lepo je. Ko pride to ven, je ona že not? Ja, valjda. Prosim, vse punce, ki leste zaradi Jureta, prosim, še vedno ostanite, hvala. Ja, lepo. Tako. No, greva naprej. Bi še kaj dodal? Vroče mi je. Nič. Življenje je lepo. Življenje je lepo. Življenje je polno kompromisov in prilagajen. Ampak če veš, da je vredno, je vredno. Zdaj pa gremo na bolj tako zabavno, hecno tematiko. Jure, bi raje, da te folk ima za dosadnega ali dolgočasnega? Mene vem, da ima folk za dosadnega, tako da pač... Zakaj misliš, da si dosaden folk? Ker sem. Ker? Znam biti dosaden, ne vem. Ok, zakaj nisi pol manj dosaden? Ker je, I guess, raje kot dolgočasen. Kaj... Ti? Kaj je to mogoče neko nasprotje? Ali si dolgočasen ali si dosaden? Ali je kaj zdravo vmes? Ne, po moje zdravo vmes obstaja, ne. In kaj? Ne vem, kaj ti nisi dolgočasen, si vedno malo obstaneš malo dosaden. Čeprav ti, če si dolgočasen, si dosaden. Kako pa, če si dolgočasen, si dosaden? Veš, če si dolgočasen, samo tako, si tam in obstajaš. Ja, pa si dosaden folk, kaj dela tle, pač nekde. Ok, fair. Kaj zase bi rekel, da si ti? Kaj bi ti izbral? Raje bi bil dosaden kot dolgočasen. Mislim, to si ti že, pač. Tako da. Ja, sem čuval, enemu sem dosaden. Ampak mi je zanimivo. Ja, no si dosaden, pač. Ti. Ok, zdaj povedi, kaj sem dosaden. Dobro, sem ti povedal že milijonkrat, pač si dosaden človek, pač kaj. Vse smo oba dva. Pač kaj kar neki, ti se ne zaveš, da si dosaden. Ti moraš zaveš, zakaj si dosaden, pač. Dosaden si zato, ker pač si glasen in si pač, ne vem, nek tipo dosaden mali človek. Hvala za to super amazing razlago, Jure. Zakaj bi rekel zase, da si dosaden? Ker sem pa velik dosaden človek. Ker moram biti vedno neki glas in se neki zajbavati, pač. Ti tudi moraš biti neki kao. Ja. Ti moraš biti tudi neki center pozornosti vedno pizda, da si dosaden ljudem. Ne rabim to, ampak kaženkrat počnem shut the fuck up. Pa če rabiš biti, ti rabiš biti v center pozornosti. Kaženkrat bi lahko bil pač tiho, tako, brez veze, veš. Ja, ok, naprimer, imaš nek pogovor, sediš, ne vem, evo, sedimo jaz in ti in še 3-4 frendi in en reče eno tako neko glupost in veš ono, da ti je povedal to glupost s srcem in on verjame v to njegovo smotano mišljenje in pač mu rečeš, kaj ali mu ne rečeš. Jaz pač bi mu rekel in pol vem, izpadem dosadan, ki ti tle težim. A veš pač, to, če smo debati in se pogovarjamo in on mi tam nekaj govori, kaj ni pričakovano, da lahko nekaj biti dosadan zdaj ti, ja. No, vidiš. Vidiš, ko si dosadan. Evo, zdaj bi to razlaga za kaj. To bi zdaj fucking primer. To je razlaga, zakaj si dosadan. Neki vlečeš zdaj pač, dosadan si zdaj bil. To sploh ni bilo dosadno. Ti fucking peder. Dobro, gremo naprej. Očitno smo dosadni. Upamo, da vam nismo dosadni. Like, comment, share in subscribe. Naslednja. Bi bil barvno slep ali ne bi mogel okušati? Fuck. Jaz rajši ne bi videl barvno slep. Valjda da okušaš. Pač ono, ok, zdaj tle to gledam, pač ne bi videl večerno. Ješ tipo meso in jagode in tipo iste barve. Tipo. In kaj ima veze, važno, da je drugačnega okusa. In kaj ti bi gledal meso in gledal jagodo? In bilo oboje brez okusa. In oboje bi imel brez okusa, pač ja. Po moje je okus bolj pomemben tudi, ja, ko barve. Pač, vse lahko gledam črno-bel film, pač fuck it. Ja, veš, ne bi imel toliko frki, ne vem, z oblekami. Mislim, čeprav barvno slep ne pomeni, da je več nivojev, ne, ampak... Ja, vidiš tako tenke in tako. Ja. Pa le bi pač videl malo več recimo, modre, da vidiš črno-belo, vidiš črno-belo, recimo bi rekel, raje črno-belo, ko brez okusa, ja. Ti bolj pride prav. Vse pogledaj, lahko imaš ti črno-bele slike, so ful lepe. Ma sej, kaj je res toliko spremembe na svetu, če je črno-bel? Ma je, ja.
Ja? Predstavljaj, da bi videl zdaj črno-belo. Veš, kaj je bilo dosadno. Vse bi bilo ono žalosten. Veš, kaj nek žalosten od vsega filma je črno-bel. Smrt je taka črno-bela. Charlie Chaplin filmi so bili kar zabavni, pa so bili črno-beli. Bi imel pol uni team songu na repeat. Ne vem, ni mi črno. Ma ne, ma kaj. Raje okus, ja. Kaj pa, zato ker vidiš črno-belo, bi videl ta pravo lepoto v stvareh. In ne to neko fasado, barvito. Ja, štekaš. Bi videl, kar moraš dejansko videti. Ne vem, če bi ti videl nekaj bistveno več zaradi barv, če ti bi to spremenilo. Ja, misliš, da jaz sem mnenja, da obstajajo različne oči, pa ne barve. Mislim, fora je v tem, ker to je problem. Ne? Torej, izbereš okus, ker okus je eno od čutil. Barva pa ni čutilo. Ti še vedno vidiš. Tako da... Ne, to sem ti hotel reči, veš, še vedno ti lahko pogledaš punco v oči in vidiš, ko ima lepe oči. Ne rabijo biti barve za to. Še vedno so stvari na svetu, se poljubiš in čisto brez okusa. Ker poljub ima okus. Ja, po druge v sebi. Ja. Ja, imaš vrsto poljubov, ne? Jaz sem rekel, eni bivši, ki je kadila in ful pila, da z njo se mi je ful lepo zalizati, zato ker me spominja na srednješolske žurke. Res imajo čiki nalko nek poseben poljub, ki me pelje nazaj v srednješolske žurke. Tako, da bi dal jezik v pepelnik. Niso najboljši, ampak so posebni. Ja. Pa tvoja punca ima sladke poljube. Ma. Najslajše. Najslajše. Ne gremo dalje. Jure je zaljubljen. Bi raje bil reven in bi pomagal ljudem, ali bi bil ful bogat? Ful bogat. Ampak bi škodoval ljudem. Kaj te pomeni škodoval ljudem? Pač kaj? Vsak evro, ki zasluži, men umre. Kaj? Ne vem, ja, pač bi streljal folk, I don't know. Kaj ti po 100 jurjev za en strel? Ajde, ja. Na vsakega 100 jurja, ki zaslužiš, en umre. Ne bi nikoli tega naredil. Ti? Ja, ne. Kaj zdaj, ja, ne? Jaz bi bil reven, ker zadovoljstvo ljudi te naredi bogato. Si prepričan? Ja. Kaj pa, če si ti reven in pomagaš nekemu milijarderju? Torej, bi delo spet zakoristi zaradi denarja. Ampak ne, da ti on da denar, ampak on ti da lep life. Veš, ti imaš vedno nič evra, ampak on ti da na mojo džabe hišo, ki jo ne uporabljam, moj džabe avto, ki ga ne uporabljam. Ti še vedno si reven, imaš nič na računu, ampak zato, ker si dober, ti folk vrne. Sej mislim, da imaš prav, ja. In te hranijo in te vse. Jaz se strinjam, da raje si reven in da pomagaš ljudem. Dejmo delati dobro. Pol, za 1 milijon, če ga rukneš samo enega, pol pa bi. Ne. Ne rokneš nobenga. Valjda ne bi roknul tipa za 1 milijon evrov, kaj sem hitman. Za koliko bi ga roknul? Tipa ne bi roknul tipa, pač ono. Aj, cifra je, vedno je cifra. Za koliko, za koliko bi ga ti roknul? Ma veš, to je uni fuck you money in nimam več morale money. No, ne, koliko ne bi fuknul? To vzeti življenje je neprecenljivo. No, torej. Jaz bi zdaj to malo, veš, taktično. No, bi roknul enega, ne nedolžnega, ampak enega, ki si to zasluži. Zasluži, ker torej si nek človek zasluži umret. Sem videl, en je dobro rekel, je šel pred sudjo in sudja rekel, kdo si pač ti, da si človeku vzel življenje, ne? Kao samo Bog je ta, ki sodi, in je rekel, ne, sej, Bog je ta, ki sodi, ampak jaz sem mu naredil, no, torej, da ga sreča prej. No, si zdaj se zmikaš. Evo, člana, ki si zasluži roknit, bi ga roknul. Kaj to pomeni, da si zasluži roknit? Ok, fakt ne vem, pedofil ne vem fuka, tako nek veš grozen človek, ampak vsi si zaslužijo živeti in boljše življenje in second chance. Govorimo, teoretično, rokneš ti pa 10 milja, 10 milijonov, ajde. Da rokneš enega tipa. Ja. Bom vsaj več daš malo včerati, si upereš malo vez, delaš dobro, ajde. Zanimivo. In jaz, da sem dober za konc life-a,
Kimilja je malo, stari. V današnji ekonomiji... This economy. To ti je tipo tako eno stanovanje v Ljubljani in ti ostane za eno Toyoto. Veš, what? Dobro, that's life. Ja, ma ne bomo ruknili člana za eno Toyoto in stanovanje v Ljubljani. Saj da imajo še moji otroci, vsaj še 2 stanovanja ali nekaj, veš. Ja, point. Tako da bi bil reven in pomagal ljudem. Zdaj pa da, tle samo ne govorimo o gluposti, smo našli še enih par nasvetov za vas, ki jih lahko z vami delimo in mislim, da tudi mi dva jih morava slišati. Meni so bili kar fascinantni, no, ker sem našel. Prvi nasvet je, vedno, ko imaš šanso, pedi na WC. Mislim, če ti tišči, ja. Tako ja, če ti tišči in če je WC v džiru, pejdi, ne čakati polki, pa lahko WC-ja ne bo bilo. Ja, čeprav odvisno, ne, če si punce malo teže, če si fante malo laže. Ne. Ti pravim, če imaš šanso, pejdi. Mislim, v teoriji imaš vedno šanso etlulat. Svet je tvoj WC. Mislim, veš, vedno lahko lulaš. Dobro, praviš, če je WC, pravimo, če je šansa, pejdi. Mene recimo moti, da je na benzinskah zdaj zaplačati zid na WC. What? Ja, pač moraš dati po na benzinski na avtocesti 1 euro ali nekaj takega. So no, bitch, please. Stari, So tudi une rampe? Ja. Crazy. Ok, to moram, jaz ne plačam. Mislim, jaz Pač ono, plačam vedno. počutil bi se stari, mislim, počutim se ono pač what the fuck stari, ono. Ma kaj, komu gre ta profit? Ne vem, po meni niti ne gre čistilkam, po meni gre njim. Veš, lahko sem respektal unij stari sistem, ko je tam stala čistilka in imela krožnik in se rekel, ok, ti dam 1 euro, ki vem, da tle čistiš. Ja. Ampak zdaj tam so rampe, komu gre to? Pa ne vem, to je ne vem. No. In še 1 euro, da greš cat, Pač full. Ok, da greš kakat za 1 euro, ajde. Za lulat bi moglo biti 50 centov. In kaj, 20. ja, pol se lahko zlaže, folk, veš. Ja pa se, zato je dosti 1 euro. Mogoče so dali mogoče za 1 euro, zato ker vsi skačejo čez. In še vedno skačejo čez, veš, uno. Veš, to je ona dilema, ne? Ne, ma to je uno, ok, lej. Mislim, raje daš 20 centov in plača vsak, Ja. ali pa vsaj, da z računom greš lahko čez. Pazi to, cool, daš za plačat, dej vrata od tla do stropa, da ne moreš iti skozi. Pač plačaš. Kaj je ta nek bullshit, Ne, to je samo ono, če si star in bogi, boš plačal, ker ne moreš iti čez. In če si mlad, dobi se, in še so take male, pač tako narediš, ali pa kakšne lahko greš tako mimo, pač tako malo se daš mimo in si... Pravi, vsaj naj bo, ok, je za plačat, ne moreš iti mimo, cool, ama respect it. Tle neka rampica, moram lulat, stari. Še hujše je, ko pa kot si ti rekel, grem na benzinsko, kupim, ne vem, vodo in to, in pol, čak skočim se na WC, 1 euro. čak in že moraš tle plačati, ali kaj, what the fuck. Ne, to, če imaš mislim, benzinsko in imaš za plačat. Ne, to se mi zdaj pravno kazen za prepoštenost, je to. Mislim, to moraš biti res Ne, to pošten ono- človek, ne, da to plačaš igrajo- na pumpi, da greš To spat, igrajo, stari. te igrajo ono karto pač Dobrih ljudi. dobrih ljudi. Pač Ja, evo, to je izkoriščenje dobrega človeka, pač. Ja. Ni dobro biti dober človek. Ja, za nekatere je, ne? Viš, ne vem, ki proti temu, veš, kaj zdaj bom jaz boljši človek, Če dam bom 1 evro dobil nekomu, dobro ker karmo ne more, jaz v lifeu, ker dam na pumpi 1 euro, da grem stat. Ne, meni se to ne zdi pošteno. Preveč, bistveno preveč za etlulat. Mislim, ne vem. Nekdo služi na račun mojega lulanja, tole ne bomo imeli. V glavnem, če najdeš vse, pejdi lulat. Še ena podobna je, če najdeš kje sedeš, da se usest, se usedi. Če rabiš kje, bilo kje si, vidiš neki za usest, se usedi. To je lovki dobro. Dobro, to je tako, okej. No, mislim tako. Veš si mogoče bo kdo prišel, sedi se, če vidiš nosečo, staro ono pol ustanimo, tam dva pa se usedi, če ima šanso. Pa veš, kaj sem opazil, da po noči, ko sem se zbudil ful zgodaj in sem hotel zdaj spati in sem spil požirek multisole, sem se zbudil, kot da me je povozil kamion. Pač jaz ne smem piti multisole po noči, ali sladkih pijač, po mojem, to je fora. What? Zbudil sem se grozno, pač, ono bolelo me. Pa to se mi je že enkrat zgodilo in sem rekel, nikoli več ne bom pil neke sladke pijače po noči, veš, ki moraš piti vodo, ko si žejen. Ampak ko je mrzlo v hladilniku. Ja, da veš, paše. veš, ko pašni trenutek, samo plačaš kazen, da se zbudiš utrujen. To. Ja, pač si opazil, da je to, če piješ sladko pijačo, jaz sem to opazil. Probam, ne. Ja, jaz sem spil multisole in kad je nekaj drugega, nekaj sladkega, pa me je isto zbudil. Ko se zbudim, probam res imam v hladilniku vrč vode in probam iti po vodo. Ja, sej. Ne, jaz Mi nikoli paše- nimam, sem kupil to multisolo, ki je tako dobra. Meni ful paše zjutraj na tešče, ki imaš škifo v ustih, mrzu ledeni čaj. Tako lihen požirek. Da te malo, zbudi malo okusa, ampak ni pa zdravo, stari. Na svet,
Vsakič, ko se zbudiš zjutraj en kozarc vode, spit. Ja. Da zaženeš telo. Naslednji, če ti nekdo ponudi čingum, ga vzami. Zakaj? Kaj ti smrdi z ust, verjetno? Član, če ti rečem, Jure, boš čingum, Boš čingum. ne hvala Jure, boš čingum, vzami čingum. Ja. Če vprašaš, bojo mogoče rekli ja, če pa ne vprašaš, nikoli ne boš vedel. Ja. Lahko bi rekli tudi ne, ampak lahko pa bojo rekli ja, tako da vedno, ko je kaj vpraši. To je dobro. Vedno čuvaj svoj hrbet, kasneje v letih boš bil hvaležen. Torej drža, kako se držiš, kako sediš, kako Je ležiš. zdaj zvit, le, ko kača. Pa te stoli, Jure, to smo si naredili mi tako krivico na teh stolih, to Ti je vedo, kako sem jaz poten zdaj. Iz mene teče. moker, vidim, tu se svetiš. Jesus. To je pa ena prednost biti Kaj? v kompaktnem telesu, kot sem jaz, se ne toliko potim. Ni toliko vroče poleti. Če ti noben ne krije hrbta, premakni hrbet v novi plac. Ok. Low key deep. Loki, ja. Misliš, da ti imaš ljudi v svojem življenju, ki ti krijo leđa? Pa ja, po moje, ja, kaj. Ja? Ja. Kaj misliš, da bi se moglo zgoditi, da bi, ne vem, to res videl? Kje misliš, da bi se to lahko pokazalo? Ja, ko bi koga res vprašal za pomoč neko, ne, ki ga jaz ponovadi ne vprašam fulkrat. Ok. Ja. Mislim, da vsi moji prijatelji bi mi pomagali. Ok, fair. Držati za mero je kot piti strup in pričakovati, da bo druga oseba umrla. Tebe ubija na notri, ne? Ja, pač moraš se naučiti kakšne stvari. Moraš se naučiti pozabiti, ampak ne, oprostiti, ampak ne pozabiti, pač, ne? Tako. Tako, to mislim, da je zelo pomembno v življenju. Si držal kakšne zamere ti v lifeu proti komu? Ma sem, ja. Si oprostil in pustil vse? Ali imaš še kaj do danes, da si tako si fucking kekec? Recimo, zameril sem ful, pač to, ki me ni bilo na skupščini za moj blok in so mi porezali drevo pred mojim stanovanjem. Pač to sem tako zameril vsem stari, pač to bojo še slišali od mene. Pač. Zakaj je zdaj to slabo? Zato, ker ono drevo mi je dejalo senco. A. Je bilo ful lepo, splošnega drevesa. Ona vem, akacija, kje- ki je bila pred, veš, ki so bili ptički, gor so bili, pač ful je bilo lepo. In jih je zmotilo zato, ker pač je treba vsako leto obrezati to drevo. In eni so šli porezati, že lani so mi hoteli, pa sem rekel ne jaz, ampak zdaj so mi posekali pač. Aha, to je ena taka stvar, ki bi mogli vsi reči ja, da se poreže. Ja. In tebi bi bilo in pol so pač rekli ja. Ja. Stari, in to sem tako zameril, pač to me prav jezi. Zato, ker zakaj da fuck bi pač so druge stvari, ki mogli prerešiti in so mi šli porezati to drevo. Pač jaz hejtam vsakega fucking človeka, ki živi v enem bloku zdaj. To bo... Sosed Jure, kako smo jebi se, dobesedno tako. Pač jaz sem poslal vse 4, ene so bili tam, sem poslal vse 4 kurat, dobesedno, pač res. In kaj bi tak problem obrezati to drevo? Ja, kao, da je drago, pač ono porezati fucking drevo, odrezati pa je v redu drevo. Pač drevo odrezati, stari, pač ono, jaz sem bil tako besen na njih, še vedno sem. Da je rešitev, da porežeš drevo? Vedeli so, da meni pomeni dosti to drevo. Pa kaj, če je delalo, tebi senco je delalo vsem unim senco. Ne, ker tam pač ja, kao, da nekatere pač, da je motlo gor, nija veze, pač to bo bile še pizdarje. Pač. Ne, to pa res. Poison. Ne, to, da mi ti odrežeš drevo, pač pred mojim stanovanjem, pač to pa res. To bom pa vrnil jim vsem, vsakemu posebej, pač res. Ma vidiš, ne rabiš te... Ne. Ne rabiš tega v življenju, tega stresa. No, to se je zgodilo. To te žre Ne, me ne žre toliko, ampak v priliki se bo pokazal. Druga stvar, podrsali so mi avto, zdaj, ta teden, nekdo, in so mi pustili listek, ki so videli tega. Ko vidim tega tipa, ki mi je podrsal avto, Veš, kdo je? imam tablico. Vsak dan pogledam, če je ta avto tam v Ankaranu. Pa kaj ni to dobro, da zdaj pač imaš njegove kontakte? Ne, jaz bom počakal, da bom priden in bom dobil ogledalo dol. Ne rabiš biti tak. Ej. Kaj boš tem rešil? Nič pač ne, samo pač se bom pogovoril z njim, ko ga vidim. Pač. Kaj se boš pogovoril Ne, z rekel je njim? pač ono, član lepo, da si zbežal, ko si mi podrsal Zdaj ti je avto. pustil listek. Ni mi on, nekdo, ki je videl. A, je rekel, on ti je... Ja. Ok, to je malo drugo. Ja. Ok, jaz hejtam take ljudi. Ej, ni to tvoja fucking stvar, podrsal sem in sem fucking spizdu. In če sem... Ne, ti si bil že na sodišču, ker si ti, ali kje si bil, ki si podrsal nekom avto in spizdu. Nisem jaz, to Si. nikoli tega problema. Ja, si. Nisem nikoli tega problema. Lažeš, reči majke mi nisem. Nikoli nisem jaz tega problema.
Kaj imaš ti zapuščati listke, če nekdo slučajno podrsa avto? Ej, če ti slučajno podrsaš avto, pustiš svoje informacije. Ti Če pač nisi videl, da si podrsal, je videl, ker so slišali vsi, da je počelo ful močno. ja, pol Sem poklical to osebo. Pol si spodobi, da pustiš listek, No. ki si videl in da si podrsal. No, Da se uredi. Ker ponavadi zavarovalnica te krije. Ta je vsekal in zbežal. To pa ni lepo. No, in nekdo je videl, pustil svoje Ok, telefonsko. si klical tipa. Ne, sem klical to žensko, ki je pustila telefonsko. A njeno je pustila. Tak je napisala, rekla, ja, pač je bil en avto, pač je udaril Kaj ti je močno ona pustila, njegove podatke, tablico? tablico njegovo in svoje telefonsko, da lahko pokličem, če karkoli me zanima. Okay. In je rekla pač ja, da je šel rekords, da je ful močno počlo, da je pogledal in Kje ti ga je ruknil? Zadaj se ne vidi nič skoraj. Okay. Ampak še vedno je about the princip. Pač, ko vidim te, jaz avto, vem točno, kaj še je, vem tablico na pamet, Torej nek sokrajan. nek koperske tablice ima. Okay. In bo prišel preslej. In boš rekel, o, dober dan. Ne, bomo se zmenili. Dej, kaj se delaš? Ma ne delam se jakega, bomo se pa zmenili. Kaj se boš zmenil, pis, da si Jaz delaš? smo lepo šel do njega in bom rekel, no, kaj bomo zdaj naredili. No, ampak lepo kulturno, gospod. Ne, sem ugotovil. ne vem, bom videl, kakšen bo občutek. Ja. Ampak, viš, zakaj biti neki, kaj si bom neki, ti rečeš, gospod, sem ugotovil, da ste mi podrsali avto, lepo prosim podatke, da Ne bom nič. Zakaj ne, zakaj, ker kaj? Kaj boš dosegel s tem, da si neki jak tip? Ne bom neki jak tip, pač normalno bomo rekli. Kolega, situacija, Pak ogledalo. zakaj? Ja, zato ker pač Pizda, se gremo ego. biti podlasice, bomo podlasice. Ne, zakaj ne biti boljša oseba? Kaj kot ti, ki si zbežal, ko si nekoga podrsal? Jaz nisem nobenega podrsal. Jaz nisem prvič nobenega podrsal. In če se slučajno kdaj v lifeu podrsal, jaz pač nisem vedel, da sem podrsal. Ampak jaz nisem v lifeu nobenega podrsal. Lažeš kot pes. Ti si kot ta tip. In nekdo je videl, nekdo je videl in pustil listek. Isto. En Italijan se je meni zabil, ured, letos, evo, in sem povedal. Veš, da če bi meni pustil ta listek, ki je to naredil, bi rekel, bi ga poklical, bi rekel, ni panika, avto je star, ne briga me. Ampak, vzameš podatke, zavarovalnica pokrije, cak. Kaj ćeš pokrivati tam, pizda, kaj cel avto lahko pokrije, mi pa... Ja, zakaj ne bi to izkoristil in mu reči, to je vse tvoje, se ti pozna. Zato, ker nisem tak človek, sam pač ne bi... Si pa človek, da boš si pumpal ego in mu greš ne boš si pumpal ego, pizda, bomo rekel, kaj ti je bi kurac. Zakaj? Okay. Kaj boš tem rešil? Nič pač, da se nauči, da se pač ne obnašaš tako. Ok, in mu vsaj reče, vzameš podatke, narediš kot se treba. Zakaj ne bi zdaj... podatke, imam njegove podatke. In zakaj ne bi reči to preko zavarovano avto? Kaj ne zavarovano, kaj se ne vidi skoraj nič. Ja, hoč znati, kaj ti je lahko notri ruknu, kaj se zvilo. Kaj na odvijaču. Kaj lahko mi zjepe? Ja, Jure, ne vem, že če greš po temu principu, narediš le postopek. Ne bom delal postopka. Pač. In kaj ti greš njemu samo jebati mater, iz principa, da mu jebati mater. Ti si fucking zabit, stari. No, evo, jebi ga. No, to imam, 2 bifa imam. To, da so mi porezali drva, da mi je nek podrsal avto in zbežal. Ta 2 bifa imam. In kdaj boš to oprostil? Nisem jezen pač, ampak za drevo bom vrnil. In kaj boš vrnil? Ne vem, kaj bom vrnil, ampak bom zahteval določene stvari, da se tudi tam uredijo. Sosed Jure moramo podpisati za fasado. Naj vas zebe! Ne. Pizda, kaj boš bom bil taka pizdica, kot so bili oni. Kako? Ne vem, pač, kot prvo oni babico bom spotaknil, da pade po stopnicah. Dora Jure, pizda. Ne, zabavam se, ampak pač ne. Bom pač po svoje uredil. Moraš biti v bloku, si v redu, ekipen šport je živeti v bloku. Rezati ljudem drevesa pred blokom, stari pička. Materna, stari, podlasice. V glavnem, s tem jeznim Juretovim delom smo mi prišli do konca današnjega podcasta in gremo na vprašanja. Preden smo začeli snemati, smo dali na Instagram vprašanje, da nas kaj vprašate, follow Instagram, člani podcast. Goddammit, res si jezen na to drevo. To drevo pa sem ga vmes že pozabil, ampak me je spomnil moj oče zadnjič. V glavnem, v.a minute, povabiti biti Severja, smo ga že, in kaj je rekel? Ne vem. Ne vem, je rekel mogoče enkrat. Ja, mu videl. Ko ima čas. Kje je vprašanje za tematiko današnjega podcasta? Kle_manca. Imate punco? Ja, imam. Nimam. Maja.flor.j3. Mnenje glede razlike starosti med fantom in punco. Kdaj je preveč? Ne vem. To se jaz pravi naslov. Ne vem, preveč je tako, ko čutiš, da je preveč. Veš kaj, ko po moje se ne najdeš... Mislim, po moje nad 20 let
Ko je Ma ne rabi človek... po moje nad ciframi, po moje, ko se v vsakdanjih stvareh ne najdete, ker ste živeli v različnih obdobjih. Spravo to nima toliko veze. Po moje, ne, preveč je definitivno vse, kar je pod 20. Tako bi jaz rekel zdaj. Zakaj? Je, ker pač ne moreš biti, pač ker to je še res pač mlad človek. Pač Ni 20, ker ni že vedno mlad človek. Je nad 20, pa se mi zdi, pač imaš že malo, ne? Znaš, Dobro, ok, tle je vprašala razlika v starosti. Ne, leta. po moje 10 let Je maksa. je maks, ja. Mislim, ljubezen je ljubezen, ne? Ampak 10 Dokler je legalna ljubezen, je ljubezen. Mislim, ne moreš gledati ono 20 in 10 let, ne? Mislim, Okej, da ampak da si tebi- ti, tebi kaj bo te je na- bila recimo 20 ženske in tip star Ok, 10. evo, jaz sem 20 in najdem milfico 40. In se res tako zaljubimo. Ja, pač to ja, saj si pravim, dan do 20 je vse sporno. Ne, pravim, do 20 let razlike. Ne, do 20, nad 20 se lahko greš to 10 let neki. Ja, ampak Pusti ti 20, pravi, on ne. 30. Koliko je let razlike? Ja, To je 10, vprašanje. pa Ti pravim, nad 20 je že 20, preveč. 10. Ok, da je nekdo v zvezi star 20 in 10 let plus. Ja. Kaj pa če je 20 let razlike, 15 let Ja, razlike, ja, to je že to nima too much. veze. Pa samo ko si na 20 let, nima po moje toliko, ne spreminjaš se toliko kot oseba, pa se spreminjaš, ampak po moje ne tako bistveno kot do 20. Ma do 25 se razvijaš. Ja, Matej. Kaj praviš, da se boš ti še kje razvijal, nas gleda? Tako da. Še 2 leti fore. Še eno leto fore. Jaz sem 30 kmalu. Da, damn. Torej, ti si prišel pravim pri 30-ih. God damn. Maš cajt. 30 boš letos, drugo leto. Okrogla, a? Fak si star. Kot tvoja mama. Ne, tle je letelo ali stara ali okroglo kot tvoja mama, moja mama Oboje. ni okrogla in ni stara. Mladostna Tvoja mama je fucking res, pupa. tvoja res mladostna pupa. Mlada, lepa. Shut the fuck up, Jure. Mama od Mateja dobila boš rožice za Valentinovo. Hand delivered. Ti umiri se ti, imaš punco. Still can deliver to šopka. Da šopka. V glavnem, Marko _ Zajc, 09, kaj ste probali od nikotinskih izdelkov? Kaj smo, jaz sem vedno Čik, čik sem probal, vape nikoli. Ne. Po mojem vape nisem nikoli še ne probal. What? Malo ga, Ne. Šišo sem probal. Vape pa mislim, da res vej pa nisi. nisem. Mi je fascinantno, kako ti dim pusti okus v ustih meni. Mi je kar nekaj, ampak Vape mislim, da res nisem. res probal. nisi ga vsaj Mislim, da sem naredil niti v življenju enega dima vape, pač. Mislim, da ne. No, dam. Vsaj ne spomnim se, da bi. Mi je tako. Zanimivo. Ni. Ti si bolj za cigare. Imaš še to ne? Nič več ne. Letos poleti si kakšno pripalo? Ma sem, ampak malo. Ni alaje, ne? Pobega _ 46, Jure legenda. Hvala, Roberto. Bojan _ Boja _ dg. What's up? Ok. What's up, Mona? Jani Matjažič, kak se vam je zdel Ant-Man Quantumania, glede na to, da imate plakat na hladilniku? Tega sem jaz prinesel, smeti od filma. Zalči _ 883, koliko ur na dan ste na telefonu? Zdaj sem preveč. 7-8. Jaz bi tudi Screen time, rekel, ja. tako vse skupaj prije na nek 8. Ma non-stop veš nekaj štekaš, nekaj pogledaš, pa malo se zapletiš 10 minut. Kolikokrat jaz stari odprem Instagram, da grem objaviti klip za člane in pol tako malo pogledam, kaj je novega in tako 15 minut. Ja. In pol že zaprem Instagram in tako, kaj sem že jaz mogel tle narediti? Ja. Addicting stari, čim manj na telefonu. Jan.Erman7, Keri je vama najboljši gost, ki je bil na podcastu? Meni je bil ful dober ta zdaj na zadnji, ki smo imeli oni... Levški? Ne, David? ne, kakšen David? Gorinžek? Ne. To ni rekel zdaj, ki smo ga imeli Najboljši, na no, zadnje. Kaj za te na ta zadnji? Borut mi je bil ful dober meni. Škrbec? Ja. Dobra zgodba. Dobro štorija. Jaz moram reči vedno hladnik. Okay. Hladnik. _xxmil _ Jure je pretty as fuck. Thanks. Classic. Preusmerimo v bar z drinki in muziko. Dejmo, ajde, imamo to banda, gremo. Kaj je najbolj, isti vprašal, kaj je najbolj nesramna stvar, ki sta naredila ženski? Steru srce. Pustil na sinu
Ne vem, ti? Lahko res rečem ponosno, da ni ene slabe stvari, ki sem Dejne serije. Valjda si naredil kaj slabega, kdaj? Smo mi tak tip ljudi. Kaj je slabo? Kaj sem? Zdaj se moraš definirati, kaj je slabo, ne vem. Pač. Naravno, bil in nisem Prizadel sem, kakšno. Umilec src. Ne, pač, če vprašaš, pač morate misliti, da je ena ženska na svetu, ki je ukrotila tega žrebca, tega divjega žrebina. Pač prizadel sem, kakšno, ja, valjda sem, pač, vse vem. Kaj ti nisi mene prizadel, ali kaj? Ja, to se zgodi. Ja, no vidiš, pa kaj govoriš, da nisi naredil nič slabega? Da ti ja, tako, okej. Ne, to ja. Kaj, zdaj zadnjo si prizadel, pač švedno... Kaj slabega? Ja, slabega prizadel si, ja. Zlomil si srce. Ne, hote smo sigurno vsi že prizadeli. Ja, valjda smo. To je to, ne prizadet nobenga. Ker smo že mi dovolj prizadeti. Hvala, ker ste bili z nami. En velik shout-out za El Toro Steakhouse, najboljši burgeri na obali, povarvajte člani burger, polanje masaže, najboljše masaže in Barbarian Squad, najboljši barber na obali. Ajajaj! On nas šiša. Čeknite jih. Uživajte, like, komentar in subscribe. Čau.